Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, lepo pozdravljeni. Danes smo na obisku zvezdo in to je Gašper Bergat. Lepo pozdravljen, stand-up komik, ne? Midva sta se prej že lepo nasmejala, tako da bi lahko začela že s tem. Najprej ti moram ponuditi, ampak Klepet ob kavi, mi nimamo kave. Ja, že. Bi ti najraje kar uno masko dala, sam so razprodane, a veš, pa ti bom ponudila nekaj, kar pravi, da je ful dober proti koronavirusu, tako da boš zdrav odšel odkle, no? Če slučajno kaj faso na poti. Ne vem, itek prej, ko ste me maskirali, mislim, Puder Grdejali je že dala maske gor. Ja, lej, moramo biti, a veš, na tekočem. Tole manj mimo malo zmeši, pa tole. Zgleda res unapetitlih, kad daš tako. Klorofil je to. Okay. A veš, to poznaš klorofil? Poznam, toliko sem bil pri biologiji, da še to vem. No, odlično. Gašper, kaj me najprej zanima, zdaj ta koronavirus, ne? Ja. Ti imaš rad malo te črne teme, pa to, lahko kaj pričakujemo od tebe na to temo? Bolj malo, zato, ker bojo vsi v temo govorili, po moje, no. In pol hočeš biti malo drugačen? Ne slediš aktualnim dogodkom? Sledim toliko, da vem, da ne hodim dom za ostarele, ampak mislim, se vsi čuvamo, samo malo je panika, je ful velika zdaj. Bomo videli, kaj bo. A da bi pa delal iz tega pol kakšne te skeče? To bo šlo, enkrat bo šlo mimo, razen če bo, mislim, dvomim, da bo ustalo čez celo leto, ampak lahko, da bo, to je tako Trump, vsi v tem pogovori, pa se navilčeš, ne, karkoli dele odpereš, Facebook ali kjerkoli revije, sam korona, tako da. To je res, ja. No, daj probi, no, sam govoriš. Sej voham. A te strah malo? Dej nič ti malo. Mislim, bojim se imeti zelene zobe. Pa iskreno pač povej, a veš, ampak zavedi se, da je to zdrava stvar, preden kaj komentiraš. To je zdravo, je. To je najboljš, kaj je nekaj za nič zapiti, da je zdravo, ja. No, ampak kako se ti zdi? A ne, ni bed tako, da bi rekel, da ne mogo spiti. Čist kulturno, ne? Lahko spijem, ja. Lahko ne. Pa lepo se ti je, brčice so se ti tako lepo obarvale. Gašper, daj mi povej, zdaj si čakaj, še imam zelen, nam cel cajt. Dekaš se, ne, v redu, pa da je v redu. V redu. Kaj te skrbi tako za vides? Ne, samo da nam cel cajt tu na zeleno kolus. Vse drugače, a veš, Ko bo Žerjav naredil mim iz tega, ki ga poznam. Veš, kaj me zanima? Tako, zdaj malo se šalimo na račun enih pa drugih, ne? A imaš ti mogoče kakšno skupino ljudi ali pa kakšno temo, iz katere se pa ti res ne bi delal norca, ko bi rekel, sorry, to je pa pač tako podmejo? Ni, sam moraš čuvati timing malo, pa če imaš res kaj smešnega zapovedati, da ne siliš v nekaj temu. Vem, da delek je Kobe Bryant, ki je umrl v nesreči. Je bil en Ari Šefir, ki je naredil nek kvazi joke na to, on si je uničil kariero. Ki je bilo brez potrebe, ni bilo smešno. Pač, če je smešno, bo šlo čez. Sam problem je, da in smešne in nesmešne zadeve izvirajo, oziroma teme in joke izvirajo iz iste komponente, da ti hočeš biti smešna, ampak čas zadeneš, čas pa ne. Se tudi to dogaja? Ja, jaz sem že. Pa imaš kaj, koga imaš, komu pol te na frišno napisane šale ponudaš, da grejo čez filtre? Ja, probaš, mi hodimo na te open mic'e, ki so v Maribora, pa v Ljubljani 10-ka, pa pol čin tam v Maribora je KGB, pa kaj Green Garden, pa pisarna, da sprobujemo, pol pa je tudi odvisno od publike, ne, jaz enkrat... To sem te hotel vprašati, a smo Ljubljančani kaj drugačni kot Štajerci, recimo? Se malo po regijah razlikuje. Bolj je važno, če je 8. marc je naprimer nekaj, ko veš, da bo 80% žensk in moraš malo čuvati, zato Kavš rekel. Enkrat sem jaz imel za 8. marc nek nastop, čeprav je bil 20. marca, nisem vedel za 8. marca, mislil sem za firmo, sem imel ene parih, ki so samo odkorakale ven, ker sem pač mislil, da... celo tako resno vzame to? Ja, jaz sem mislil, da pač za unek na liniji delaj nastopam, ampak se je izkazalo, da ne. Pa koliko resno bi mogli imeti ta stand-up, pa ga sploh smemo resno imeti? Ne smeš, mislim, ne. To je pač, mi opazujemo stvari, probamo jih narediti smešne, probamo nekaj zraven zaslužiti, ampak mi smo res ta zadnji, ki lahko komorkoli kaj pametujemo, za moje pojme. Mi skozi iščemo nekaj smešnega, sej ponavadi oni, ki to delajo, niso tih največji debili, ampak da se pa to na nek visoki standard da, da mi več vemo, kot vsi ostali, je pa glupost. Kaj pa recimo, kakšen si tako v privat življenju? Zdaj, jaz sem te sicer v teh 5 minutah spoznala, vem, da si tako zabaven, kakor na stand-upih. Nisi pa tisti tipičen stand-up komik, ki je v bistvu doma za 4 stenami ponavadi zelo umiren, tiha miška.
skoraj se ne nasmeje, si zelo tak viden, da si kar kul, no? Jaz sem kar pozitivc. Ja, ne? Samo, mislim, znam biti tudi tih, ampak kar dosti lapam. Imam to potrebo, da govorim skozi. In to verjetno že od malega, osnovna šola ja. scena. A kdaj si pa odkril ta tvoj talent, no, v narekovaj, če lahko rečem? Kdaj se ti je začelo to odpirati, da bi rekel, pišu, kaj smo to začeti pisati? Da smo začeti to govoriti folku? Prvi spomin, da ga imam, da sem nekoga nasmejal, je bilo v osnovni šoli, ko sem nekaj predstav imeli, pa sem nekaj narobe povedal in se začeli ljudje smejati. In vse drugi, ki so bili zraven mene, tam so se zgražali, da sem se jaz zmotil. Mene je bilo pa ful fajn, da se ljudje smeji. Ampak to je pol, ko za nazaj gledaš. Drugače pa že v srednji šoli sem začel spremljati, pa sem nekaj dan probal, pa sem pa na fakse probal, ker itak na fakse nisem bil tako priden, pa sem pol dal energijo v to. Super. No, pa si ti obrestval, ne? Ja. Lej, danes si zvezda na obisku, a veš? Zvezda, nekaj. To, mislim, Se nisi edini, a veš, imamo mi tu še kakšne druge zvezde, tako da dajva si pogledati, kaj je Lucija prav tebi. Gašper Bergant je komik, ki je... Kaj ti je tako všeč? On neko ležernost, že od vsega začetka, ko je začel, se mi je zdel smešen. Najprej je izgledal, dokler ni imel ta urejene frizure, ki je zdaj hipstersko zelo, je izgledal kot en tak voznik kamiona iz Amerike, na nepreč pozitiven način. Zdaj pa ta njegova ležernost, pa tako on govori stvari, ki so včasih strašno krute in strašno črne in melje te svoje fore, ampak to je tako zabavno vedno, tako da ni čudno, zdaj se posod pojavlja, ker je dober. Dober si je rekla, hvala, dober si. Lucija. Ej, da mi povej, kakšen imate odnos z ostalimi stand-up komiki? Ste cool, se podpirate ali v bistvu komi čakate, da komu kakšna šala spodleti? Ne, mi se ful podpiramo. To je res ena dobra stvar pri našem poslu, da se podpiramo, da drugmu iščemo šihte, da vedno, če kdo ne more, takoj veš koga, če ti ne moreš recimo, takoj veš koga klicati, koga ponuditi, vedno sodelujemo. Večina, no, mislim, seveda so tudi izjeme. Kdo pa ne? Ja, to seveda ne bom povedal. Ne moreš? Ok, ne sem mislila pač, da boš to iskreno povedal. Po stand-upovsko, ne vem, kako to postaja. Nekaj, ja, biti iskren, nekaj, biti pa neumen. Dobar, da mi povej, z Žanom Papičem zdaj v bistvu pripravljata nekaj časa že te fejmiče, ne? Fejmiče delamo, ja. Kaj s temi, kako sta prišla na to idejo sploh? S Papičem smo se že, mislim, moja želja je bila, da bi podcast delala. Ja. Mi ga imamo tudi mimogrede, Klepet ob kavi, lahko si ga pogledate, ne, s pametnimi telefoni, tako da sorry. Kje ga pa imate? Na spletni strani ga najdeš, seveda. Ja, pa imate tudi na platformah, imate na platformah za podcaste pa to. Ja, nekje je, imate, ja. okay. Ja. Mi da smo vrgla in na te platforme, pa na YouTube, ampak želja je bila, da snemamo tudi, ne sem zvok, tudi slika, ampak pol je prišel do enih komplikacij, Žan nekaj cajta ni mogel, pol nam je vlagal, ni šla kamere, tako da zdaj iščemo v bistvu nek studio, kjer bi lahko tudi snemali. Ja, lej, kar začni. Lahko, kamot. Samo malo bomo preuredili, no, čisto. A ti ni všeč tale gong naš? Malo preveč spiritualno mi je, jaz sem ful ampak to te bo pomiril in dobil boš nove inspiracije. Jaz sem lih obraten. Aha, lih obraten. Kadarkoli vidim, pa razumem hipi sceno pa vsem, pa kadarkoli to vidim, jaz ratem živčen, ne vem zakaj. Ja. Se drugače, naš studio je po vseh teh šamanističnih načelih čist očiščen. Se vem, se to me ne živčenga naredi. Ne, očiščen je, nič nikle. Ja. Ni, nobenega duha, ne skrb, nič ni. Vse cool. Kdo prvi še zunaj dimo? Ja, imamo, kot ti misliš, v palčke lesene, palo santo, vse imamo. Ti, v glavnem, zdaj ta fejmiče nekaj delata. Videl bi se to dosti svojih nasvetov, v bistvu tako po lastni presoji, ne? Pač dva debila, ki smo dobila mikrofone, smo nič kaj drugega. Aha, ok. Pač dajemo nasvete, ki nobeno nič ne pomagajo. No, lej, mi imamo tudi kar marsikaj razporočilo, dobimo kar še nekdaj tak, ki se malo v dilemi znajdemo, pa dej, bi bila zelo vesela, če bi ti to malo pokomentiral, no, dajmo si. Ja, kot prvo, lepo, da sta bila v Logarski po zimi, ker vem, da ni vstopnino za plačati po zimi. Je pa to prav izraz za to, ker človeško oko vedno išče v različnih oblikah oblike oziroma like, obraze, stvari, ki so jim poznane. Zato lahko ti vidiš vzorce, ti možgani dajo skupaj neke slike.
To je prav izraz za to. Mislim, to ni nekaj čudo, to A to obstaja. se igraš ali ti to Ne, resno? to je res, to ne vem, kako se resno? reče, lahko bi pogooglil, ampak obstaja. Ti si malo spiritualen, stari. Nisem spiritualen. Ja, to ful malo ne. je na meji že, Ne, malo si to na je meji. znanstveno dokazano. A ja, veš. znanstveno Ja, dokazano. oči ti, možgani ti Načitan pač... si pol. Ne, sam gledal Tudi ne? sem ful televizije. Aha. Možgani ti slike skup daje, zato da ti vsemu išče nekaj poznanga. Okay. Daj mi povej, a si imel kakšno šalo v tvojem življenju, ki si presegel na njo, da to pa razpaljotka, na koncu se je pa izkazalo, da ne. Da ni šla čez. Da ni šla čez. Ja, 80% materijala ne gre čez. Resno? Ja. A pa pol tiska pa obstane, ki pa gre čez, a to pol ti furaš, ne vem, leto, 2, 3, 4, 5, ali kako je s tem? Koliko časa je v bistvu neka tema Aktualna? te spremlja? Ja, na nastopih. Dokaj si navelčeš. Mislim, fora je, da se tako zelo lepo raste in si vedno se še spomniš kaj dodati, pa še izboljšati. In to je lahko leta ali pa 2 in pol začne malo propadati. Navelčeš se tistega materijala in ga moraš enkrat stran dati. Ampak ima nek lep proces, ko raste, pol gre pa dol. Zato pa moraš menjati. In v Ameriki je bil čas ful, da so imeli pa 10-20 let eni isti material. In jih na koncu ben več ne posluša, zato ker vejo, kaj pričakovati. Na vsake leto moraš vsaj pol ure novega napisati, za moje pojme. A si kdaj kakšno šalo komu ukradel? Ne. Vsaj zavestno ne. Vsak je že imel podzavestno. Vem, da sem enkrat delal čisto na začetku. Ampak to se tudi kontroliramo, zato ker to včasih narediš, se niti ne zavedaš, ampak pa imaš paralelno, včasih razmišljaš tudi s kjerma, to se tudi naredi, pa imata 2 slovenska komika isti joke, pa se moraš pa zmeniti, kjer ga bo delal naprej, ne. Ampak vem, da sem enkrat do Jim Jeffries čisto na začetku neke avtomatske natrdal in hvala Bogu, da je še zdaj minister za okolje, Simon Zajc je takrat z mano nastopil, mi je povedal, tole pa ni bilo čisto tvoje. Vse naredi, to je normalno. Sam štopati te marje, oziroma, če to za nalaž delaš, pa boš končal kariero. Je bil en pri nas, ki je to delal, so ga pogruntali in ne dela več. Da je to? 2 sta Ti bila, nič ne 2. poveš. Ne morem, to je brez veze. Pa se na kavču ležiš, Vem, ampak se ne to bom bo kaj kar ostalo. govoril, to so neke stvari v Ti našem sam biznisu. skozi vabe namečaš, pa nič ne poveš. Mora biti zanimivo do neke točke. Ej, daj mi povej, kaj pa tako fani, ne? A kaj pristopijo k tebi, ti mogoče oni dajo kakšen nasvet ali pa kaj, ne vem. Vedno neuporabne. Aha, ti prijazen, ne? Povem po resnici, vedno, ko ti kdo pove, tole bi mogel noter dati, to je neka interna fora, ki nam benimo nič nucala. Večina stvari, ki ti jih pove, da se ne zavedajo, da so smešne, so bolj smešne. Okej. Ja, ker jaz gledam, pa mi gledamo malo iz druge perspektive zgodbe in če je res zanimivo, se včasih niti ne zavedaš, da je ful zanimivo, pa da lahko iz tega pobereš. Kaj pa Slovenci, kaj bi rekel, kakšni smo? A smo karizmatični, smo smešni ali smo v... Ne, mislim, kot narod smo kar smešni. Kot narod smo smešni. Ne, smo, mislim, Komični, ne? imamo smisel za humor. Ja. Za moje pojme, bolj kot Nemci, ker sem bil v Nemčiji, pa tak, čeprav imajo oni tudi, naprimer, full scene razvita, ampak imajo bolj ta kabare. Mi smo smešni. Vsaj po mojih izkušnjah. Regije se malo razlikujejo, ampak ne spet toliko. To, če bi rekel Maribor pa Ljubljana, ker je ono večno rivalstvo, mislim, da ni lih razlike, kjer je bolj smešna, pa boljš. Se pa pozna, če greš tam prek Murje pa to, ali pa kakva Metlika, tam se pozna. Pa ne mislim na slab način, samo se pozna malo, no. Zanimivo. No, lej, zdaj ti bomo dali mi 3 mimse, pa boš ti mečkam pokomentiral, da mi preverimo, če si ti dosti smešan, veš, ko si une naučene fore. Mi gremo pa ta čas na aktualne klepetove dogodke. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja z Jeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid.
tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v dolino Bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Mi smo nazaj z našo zvezdo. Zakaj veš, da tako rečeš? Tako vem, da ti je Zvezda. fulbed. Ja. Da se malo navadaš, a veš, na to se boš Ne bo navadil. noben se na to Kaj, a nisi navadil. zvezda, je pa saj Ne. si, kaj nastopaš, ljudje te imajo radi, smejo se ti, ful dobro dobiš, veliko denarja imaš, kaj bi še rad, to je zvezda. Noben je rekel, da imam ful gnarja. Kako nima stand-up komiki, nimate denarja? Ne, me se zapravimo. Vse zapravite. No, tudi to je nekaj, eni tudi se zapraviti nimajo kaj, veš? Ja, lej. Zdaj pa gremo mi, da one 3 mimse pogledati, prav? Okay. Beseda je tvoja. In zdaj treba kao dodati, kaj bi tle lahko pisala. Kaj? Ja. Ok. Kaj bi tle? Besedilo. Besedilo. Kaj fora mimsa je, kolikor jaz vem, da daš samo neke slike pa po neke. Ja. Ni treba imeti maske za korono, jaz sem tle. Ali neke. Ne vem. Ok. Bivša mi ne pusti Naslednji. dihati, ampak sem kul. Evo. To je, o, super. O, super! O, super, ja. Ne, lahko še enkrat to. O, košna je, pa nimam nobenega z BČS-ke. Ok. Še tretji. Kaj tretje je pa... O, Vzem si čas. če, To je kar malo ko ti pohujšljivo. dioptrija odpove in imaš sugar daddyja. Kaj pa mislim, da kaj pijeva, kle. Razen tega, seveda, ekozelenja, ki je super. Jaz sem vmes, da na trviski, ampak v redu. Je nekaj torej sumljivo. Dej povej, kaj pa kaj, se kaj med sabo roastate zdaj stand-up? Lahko kaj pričakujemo, bomo Ja, kaj videli? zdaj bo od Kuzmana roast vam prišel, ki je bil v Velenju posnet, pa mislim, da je... Jaz sem videl zdaj, ki je že zrezan. Ne vem, kdaj prije ven. Na YouTubeu bo in je super je bil, no. Tako da se, ja, drugega prcamo. Koliko ti pa te besede pride do živka, ali veš, da je to pač res hec in da... To je si tega hec, ne to je jemeš zebanci, srcu? ja. A pa, sam se veš v vsaki šali pravi, da je mečkan resnice, kako ti na to gledaš? To, mislim, vem, kako pišem, tako da Aha. ti vzameš, ta prvo se lotiš, kako človek zgleda. In To pol najbolj to greš do fundamenta, kolikor lahko na to užališ. Po greš na odnose njegove z ljudmi, na vse, kar najdeš v njemu zanimivega. Kje živi, kako zgleda njegov vsak dan, vse, ampak to je samo iz vidika, da greš ti najdeti joke noter, da najdeš neke, ni pa to nič osebno. Kaj pa do žensk, glede na to, da smo bolj čustvene, si kaj bolj prizanesljiv? Mislim, ko smo imeli roaste, nisem bil, zdaj pa... Nisem bil, Mislim, kaj? ne, pač, ko se tiče roasta, zdaj govorimo. Ja. Ne, nisem. Če si v tej igri, si v tej igri, ne glede na spola, ne. Pač tako je, nismo... Če da mojega kolega nam nežen, tudi do kolegice nam. Če si ošjokala, pa pač... Koliko si ti krut? Je, to je biznis, ne moreš iti v roast, če boš čustveno gledal na to. To je res, pač ja, tako se je. strinjam, se strinjam. Ej, kaj pa Vse to tipi recimo... tudi jokaj, bolj kot ženske, samo tukaj, da povem. O, no, tole pa Ja. je, tole pa je ena lepa iz tvojih ust, taka. Upam, da zelo iskrena, no? A kaj jokaš? tudi če sem se zlagal, ne bi povedal. Če kaj jokam, seveda jokaš, Jokaš? včeraj sem joka. Zakaj jokaš? Ma gledal sem nek dokumentarc, ne vem zakaj, o teh otrocih, a so otroci? Ja, otroci. Otroci, ja? Ja, ker to me je pa ena sošolka toliko zmedla v gimnaziji, ker je pri slovenščini vprašala, a so otroke, a otroci, in ona je rekla otrocki. In sem si sam to zapomnil, in me že 10-15 Ej, lahko govoriš otročki. Otročki, ja. Govor otročki, a veš, Pol kul je, ni, ja. glih vmes nekje, ne? Ali pa otrocki, pa te noben zna upa popraviti. Ampak ja, Kaj gledal imaš sem, otroci? od teh, ki so na smrt obsojeni na Kitajskem, otroke, pač jih noben noče. In potem je ena bivša, ta paznica iz zapora naredila sirotišnice za njih No, hudo. in jih ne sme noben posvojiti.
kolikor sem jaz tam dojel. No. Familija jih noče, vse jih zavrne in je bilo grozno te mulce gledati, ker so čist bogi. Niti pred kratkim nisem smeli imeti stika z starši, če so bili v zaporu. Ja, to pa je huda tema. Ja. Pol vem, da si malo senzibilen. Mislim, če tle ne bi jokal, pa bi, Ja. da bi Bi se se bilo tle za vprašati, smejo, sploh pa še moraš človek, iti k ne. psihiatra. Ja, pa v redu. Ja. Ampak komiki ste malo, Kaj, psihiči? Ja, Ja. vse imamo nagnjena. imate, ne? Vse, če gledaš tak psihološko, psihopati, imaš več različnih, a ne, imaš funkcionalne psihopate, kar mislim, da je nas večina v komediji, tudi v podjetništvu, oni na visokih pozicijah so dostikrat to, ker se kaže na različne stopnje, so pa različne prije to ven, a ne. V redu, eni kurijo mačke, ampak drugi pa Dober, ja. pač drugi pa gre agresivno v biznis, naprimer, pa so risk takeri pa tak. Ti pa agresivno v šalo, ne? Ja, jaz grem pa v šalo, jaz pa sem malo čustven invalid včasih, pa grem naprej. Zvezda, najlepša hvala za obisk. Ej, hvala ti pa v glasu še kaj, ne? Ej, z veseljem, Hvala. ja, ker bom najdel, da nisem najdel, sem parkiral bog nekje. Se boš najdel, ti bomo pomagali. Ja, prav. Ja, reč, adijo, čau, hvala. Čau, čau.